jaz sem nekaj časa preživel v centru tega, živel sem v Beverly Hillsu, ki je praktično peš stran od Hollywooda, ne? In v Hollywoodu so trije, takrat, zdaj mogoče se je že kaj spremenilo, ampak takrat so bili nekje tako 1 do 2 restavraciji, pa 2 do 3 klubi, kjer si praktično vsak dan garantirano noter videl nekoga, ki je Zelo svetovno znana oseba. A ne? In jaz prvi dan, ko se preselim v narekovaju v Beverly Hills, V narekovajih? Ja, ne, v narekovajih, mislim, nekaj mesecev sem tam živel, nisem se tako. Bil sem na daljših počitnicah, tako večkrat na daljših počitnicah. No in prvi dan rečem, vem, da mislim, si predstavljam, da vrhunc bo, da šel jaz ven. In jaz še prej pogooglam, kje so te klubi, ki so go-to, k v Ljubljani cirkus. Kaj je zdaj cirkus, ali pa top v Hollywoodu. In na teh forumih, na teh člankih, tam piše, pač, kaj je to. No in jaz res znam najboljšo srajco, tako se pripravi na najboljšo noč mojega lajfa. In takrat nisem dobenega poznal tam, tako sem šel sam. In prijem pred klub in čakam pol ure. V vrsti? Ja, v vrsti. In ene spuščajo, mi stojimo in pol jaz po kakšni uri, ali pa malo manj, prijem do varnostnika, rečem, mislim, nočem biti nevljuden, ampak daj pa prijem jaz nota, ne? Pa on tako, kdo pa si ti? Jaz tako, jaz sem pa Jani. Pa on tako, not tonight. Not tonight, Jani. Not tonight, Jani. Jani from Slovenija. No in pol jaz ugotovim, da v te top klube ne prideš, tudi če imaš, ne vem koliko, mislim, tudi ne moš plačati, ne? Jaz sem mislil, mogoče bom plačal malo več za vstopnino. Pač moraš imeti drugačen kapital, tako, socialni. Socialni kapital, točno to. No in potem jaz naslednji dan, takrat dobim XF Jaguarja, kabriolet, ne vem, ali je to že v kategoriji superšportnika, ampak ni. Hud avto. Je, ampak to sem jaz to ni superkar. A res? Ja, takrat, ko sem ta avto kupoval, sem XF si rekel. Ampak to je tako, 105 čukov. Rabljenega. Ne. A pa nad 100? Ja, nisem... Okrog 100. Ne vem, če je nad 100, ampak ni bil kabrio. No. To je med 80 do 100. Okay, no in jaz se s tem avtom pripeljem pred klub, ker sem pa videl, da v ta klub so prišli te jaki z nekimi hudimi Rolls-Royce, Lamboti pa tako in si stopil ven, da vključe on mu, kaj se reče po slovensko, vele je. Ja, ne vem, kaj je to. In on ti ga je odpeljal in vrata so, ta varnostniki so odprli, naredili prehod, da si stopil noti. Sem rekel, no bom jaz to sceno sfuril, kot sem videl pa ostalih, se pripeljem s tem kabrioletom, XF-om, se pripeljem v spredi in tako varnostnik prije pa tako, sir, please move your car. Skratka. Tako next day, še boljši avto. Čakaj, zdaj si dobil odgovor, sem ti hotel reči, da to je športen avto, da to ni superkar, ne? Ja, ni superkar, no, to mi je bilo. Takrat si se naučil pač. Ja. Očitno ne, no. In pa sem rekel, ok, zdaj pa res moram priti v te klube, a ne? Zdaj sem dvakrat failil, zdaj pa res, mislim, kaj se dogaja. No in pa sem, long story short, sem prišel v pozicijo, ker sem lahko skoraj kadarkoli šel v te 3 klube. Ne? In zmeraj je bil nekdo za sosedno mizo, ki je bil svetovno znana oseba. Tudi meni, pa tudi zdaj ne spremljam, ampak takrat sem še pa manj spremljal medije, social medije, nisem to poznal, kdo je zdaj hot na sceni. No in enkrat sem v klubu, ki se mu reče Buci Bello, se je rekel klubu, ki je bil tak reperski diskač. In to je izgledalo tako, da si ti imel tam mizo in za desno mizo je bil Macklemore, za levo mizo je bil še nekdo, in tako. In Tupac. Ja, Tupac. To je bilo 1 leto nazaj. No, in pol DJ spusti nek komad in ne vem, spusti, ne vem, nek ta komad in pač
nekdo iz sosednje mize stopi na oder in začne repati, ker je to njegov komad. Huda scena za doživeti. No in doskrat so te, pa ne, je bil Macklemore, je bil Savage 21, eden izmed teh tipov, enkrat žura z nami, v teh sosednjih mizah. In mi pridemo ven iz kluba in pred tem klubom je bil parkiran avtobus. In ta model je verjetno rekel tako eni ali pa dvema bejbama v klubu, da je after v avtobusu in on je napolnil avtobus. Aha. Samo bejb iz tega diskača. To je recimo ta level fejma, ki ga v Sloveniji ne doživiš. In ja, tam sem videl, mislim, res neke zgodbe. Recimo enkrat je prišel v klub Warwick, je prišel Jake Paul. Zdaj se mi zdi še bolj znan, pa na TikToku ga vidimo, pa na Instagram, mislim, da je fame njegov. On si je fame zgradil najprej na Vajnu, pa na YouTube. No in smo v tem Warwicku in za sosedno mizo pride neka klapa, noben ga nisem poznal, ampak zgleda so neki jaki tipi. No in med njimi je Jake Paul, in vidim Jake Paula. Logan Paul ali Jake Paul? Sorry, starejši. Logan Paul, sorry. Se mi je zdel, da si to mislil. Ja, Logan Paul, thanks. In se usedel za to mizo, jaz pogledam tja, vidim, da je Logan in pride na takaca in vpraša, nisem slišal, ampak očitno je vprašala, kaj bojo fanti pili. Njegovi frendi naročijo, Logan stegne jezik, pa začne neki hecati, on se smiji. In po mojemu je 2 minute, 3 teh hecov, ki jih je on nametavil, na kar ga ta punca prime za roko in odpelje v backstage, za šank, v skladišče. Verjetno, kar naj sam postreže. Ali pa da je pomagal prešteti za logo. In ti si razmišljal, pizda, kjer je hude hece ima. Kaj je zdaj on rekel? To je res bilo zdaj magical. Kje se zdaj fora kaj on skriva? ve, kaj jaz ne vem? To so neke hude fore, stari. Ja, no in kot 20-letnika, pa ne 25-letnik, ko sem bil takrat, če bi takrat imel čarobno vilo, ki reče, ali... A hočeš biti Logan Paul? Ja, verjetno ne bi razmišljal v vseh minusih, ki jih ta slava prinese. Ja, res je. Ja, jaz imam pa bolj izkušnjo obratno, ker sem bil pa na Kitajskem dosti časa, in tam si pa ti kot belc, recimo, si pa pač avtomatsko famous. In imel sem enega, ki je pa moj kolega postal, on je bil pa promotor, se jim reče, za klube. In on rihta ljudi za v klube, mize, promovira partije. In ja, on mi je zrihtal pač zaradi moje barve kože, privilegija, da nikoli nisem nikjer nič plačeval, sploh. Sprav, jaz sem prišel do šanka in sem rekel, a lahko flašo Gregu Svodke, in mi jo je dal. Belci ne plačujejo, vsaj v tistih klubih, ki sem jaz bil. No. To je meni bilo tako zelo weird. Zato, ker klubi se potegujejo za to, kdo ima več belcev noter. Ker to pomeni, da je ta klub ful dober. Svetovno. Ja, jaz mislim, da imajo Aziji ali pa Kitajci manj vrednostnega kompleksa napram belcem, ker konzumirajo njihovo, a veš ne. Tako, no. In to mi je bilo ful tako zanimivo. Pa tako, vrsta za v klub, kot si rekel, jaz mim, vsaj ga pregledam, meni ni niti pretipu. A veš, za nož bom, neč, ti sam 5 not. Tako, takrat sem čutil privilegij tega, da sem belc.